A si ful na čaje? Mislim, si vidim, da si profi. Profi. Mislim, čaj ima minutažo za to gor, da se pač izloči tok teh teinov pa alkaloidov, kakor je mišljen. Če del pustiš čaj noter, močnejši je. Vem, sam to profi tako razmišlja. Zato te sprašujem, ne? Ni to profi. To je sam, da sem pač enkrat mi marčetič pustil za 7 minut črn čaj noter in bil tako močen, da sem stal cel dan. In skaj se sam za to, da če piše 3 minute, ko je 3 minute. Imaš kakšna vprašanja vnaprej, mislim, da te poznaš koncept? Pogledal sem že par stvari. A res? Res. Tega s salatom nisem, ker mi ne zanima, ko malo zapovedati. Ampak sem pa pogledal par stvari, ja. Aha, me boš tako. In je v redu mi. To sem hotel še mogoče povedati V eter. V eter, da ne maram teh, mislim, zdaj vsi delajo podcaste. Ja. Zdaj vsi delajo podcaste, predvsem zato, ker je res produkcijsko ceneje od drugih stvari, kamera, mic, ampak vsi se trudijo biti bolj zabavni od gosta ali pa bolj pametni od gosta. Aha. To sem opazil. Res? In to se mi zdi žalosten. Ja. A je to tudi en razlog, zakaj, mislim, ne vem, če sem te videl na kakšnem podcastu. To je eden od velikih razlogov. Ali te ne vabijo? Ne, vabijo me, ampak bil sem pri Tomiču, pri Sultanu, samo Krunisanem, ali so ga drugi tako poimenovali. Ja, ne vem. Bil sem pri njemu, pa vmes, ne vem, tako kot sem rekel, žalostno se mi zdi, da podcasti ratejo popularni, tako kot vse v eni fazi in zdaj to vsi delajo in vsi bi bili Joe Rogan, ne glih na bildani, ampak pač jaz sem ta človek, ki držim niti. Ok, pa jih drž. Pa se je po moje, eden izmed trendov, jaz to že recimo 4. leto delam in vidim vsak teden 3 nove podcaste, ampak po 3. epizodi jih ni več. A što je tisto, folk začne? Ta začeten hype, pol pa v bulo. Pol pa let's go down the hill. Ja, predvidevam, da li zaradi tega, ker bi oni radi bili the center of attention. Ja. Ampak jaz mislim, da če želiš imeti podcast na dolgi rok, moraš vedeti, za koga počneš. Oziroma rdeča nit, ne? Ja. Pa pričakovanja se mi zdi. A veš, folk dela nek content na netu, pa ima pričakovanja, ok, to bo dosegal tok viewjev. Pa tega ni, pa motivacija zgine. Ja, in spet smo pri tem, da je zaradi viewjev torej to. Viewjev zaradi njega, zaradi njegovega skršenega egota, mislim, da se zmeraj konča tam na isti začetni točki. Mislim, da je to problem. Ne vidim pri večini nekega globjega tega, kdaj gremo širiti. Tako imaš ti recimo, vsaj dotikamo se tem filozofije ali pa česa, ne pa samo nekih spornih tem na polnagih ljudi, Sub-Zero IQ, take stvari. Ja, se zanima me, kako si pa ti razmišljal, mislim, midva sva se srečala pred 12 leti. 12? Zdaj sem se odločil, da je 12, ne, mogoče 10. Preko 11, ampak tam več kot dekada. Zgledaš isto? A res? Ja. Imam par sivih tlele. Aha, ok, to je drugače. Kakšne par gub, ampak trudno se. Ja, in takrat ste bili že kar huge, no, mislim, se pravi 10 let nazaj greva, to je 2012, 2011, ne? To je YouTube bil zelo tako drugačen, kot zdaj, no? YouTube je bil druga platforma, definitivno. Ja. Takrat nisi rabil trendati ali pa plačati za to, da bi trendal. Prav, da bi prišel med te prve zadetke, kot preš YouTube, ampak takrat si avtomatsko bil tam, če si bil... A zdaj pa lahko plačaš? Ja, zdaj lahko, ja. Aha, da ima več povej v tem. Ne vem, če ti rata, ampak definitivno lahko plačaš, to je ta advertisement fora, tako na Facebooku, na Instagramu, kjerokoli objavo daš ven, ti takoj zraven ponudijo, viš, to je advertise. In to je bila klasična navlakuša, bi rekel, te same platforme, sploh pa YouTube-a. Na začetku vse zaston, pridite vsi, ful dober odziv, zdaj pa karkoli objaviš, se pa kar zgubi v neki tej masi.
Ja. Razen, če ne daš kaj noter, pa še to ne pomeni, da boš pol videl. Ampak takrat je bilo tako, mi smo kakšno stvar objavili in ko si odprl YouTube, je bila samo ena stran, kot na Instagramu, scrollaš dol, ni zavihkov. Jaz sem en let nazaj odkril, da imaš na YouTubeu zdaj zavihke, muzika, film, takrat je bila samo ena stran, to je to. Če si objavil in če si imel relativno dosto odziva, si bil, ne vem, 5., 6. po vrsti, ko si scrollal. Tega danes ni več. In si organsko dobil Organsko. view-je. Ampak ti nimaš problema zdaj z view-ji, zdaj. Mislim, mogoče sem razvajan iz prejšnjih časov. Ampak... A je bilo prej več? Ja, definitivno več. Sam ste tudi pogosto objavljali, zdaj pa ne. Ja, ne, zato ker lih prej so se dotaknila te teme. Jaz mislim, da so, vem, da so podcasti ena od, dajmo reči, platform, ki se splačajo tam za YouTube. Se pravi, če jih na hitro povzamem, da bi se ti splačal delati videe za oglaševanje na YouTubeu, mora biti daljši od 20 minut, zato da lahko čim več reklam daš noter in da imaš ti čim niže produkcijske stroške. Za podcast rabiš relativno v redu zapisovalnik zvoka, 2 relativno v redu kamere in to je to. Pa kao 2 normalna človeka. Ja. Oziroma nenormalna, to je danes še boljše. Pa imaš reaction videos, se pravi, da ti delaš vsebino na tujih vsebinah in s tem nimaš veliko vložka. Kao neko vloganje, ne? Ja, se pravi, da se tam nekdo se razbije na ledu in ta video se komentira, ali pa nekdo kao prvič videl od Metallica, Nothing Else Matters. To so vidi, na katere reagirajo te neke osebe, ki imajo kao karizmo. Ampak kar sem hotel povedati je, ti rabiš sam neko sobo, neko studio in potlej ti generiraš vsebino z relativno majhnimi produkcijskimi stroški. To, kar smo se mišli 11 let nazaj, so bili pa skeči, ne? In za skeče ti rabiš imeti snemalca, rabiš imeti tonca, rabiš imeti maskerko, če želiš napredovati, seveda. In vse to stane. Rabiš imeti igralce, rabiš imeti čas predvsem, ki ga danes ful manj, zato ker smo starejši. In to je toliko stalo, da se nam enostavno ni več splačalo. Jaz moram poklicati Marjota, s katerim so recimo delala pa še kakšnega kolega, zdaj on dela druge stvari, jer delajo fasade, eni imajo froce. In kaj bom jaz dal 3-4 ure svojega denarja, zato da objavim video na YouTube, oziroma na lahko bi za manj skozi sprašujem, ampak tudi če bi dal Jurija, ne bi dobil nikoli Jurija ven z ogledi. Jurija je kaj, milijon ogledov rabiš verjetno, da dobiš Jurija ven? Mislim, da je nekaj tazga. V bistvu ne vem, kakšen je sploh kakšna je ta konverzija, ta tarifa, ampak absurdne številke so. In kje bi se to meni splačalo? Vem, da smo razvadali ljudi s tem, ker še zmer govorijo, vi bi mogli to, ampak you can't pay bills with other people's opinions. Včeraj sem dal eno poll na Instagram in sicer vprašal sem, naslov je bil prihodnost interneta in neodvisnih ustvarjalcev. In vprašanje je bilo, bi plačal za vsebino, ki jo redno spremljaš? Pa sem dal, 5 evrov na mesec, ni panike, to je ena opcija. Druga opcija pa, ne, raje imam free vsebino z oglasi. 64% free, a ne? Ampak se mi zdi, da se premika v to smer, da bi mogoče neodvisni ustvarjalec lahko imel direkten, neposreden odnos z fanom, tako da bi ga fan v bistvu financiral, ne? Ja, mislim, da gremo v to smer. Sam mislim, da je to število ljudi še vsem premajhno, da bi lahko recimo živel od tega. Živel od tega je relativen pojem. To je čuka ljudi, ne? 5 evrov na mesec, čuka ljudi 5 evrov na mesec, ne? Ja. To je za enega, recimo, če v Sloveniji živi, ok. Ne? Ja, sam zdaj podvisno, kaj ti s 5 evri lahko narediš na mesec. To je res, ja. Jaz dvomam, da bi kdo dajal 5 evrov na mesec, sam da mene gleda za mizo, kako nekaj govorim. Če on za 6 evrov, ali koliko je Netflix, 9 se upravičujem. Če on za 9 evrov dobi od eksplozije CGI-ja, ne vem kakšnih efektov, zakaj bi dal meni 5, ker jaz za 5 evrov ne moram zgenerirati takih vsebin. Ja, ker je fan. Odštejmo, prosim, še položnice zraven. O položnice od? Od 5 evrov. Če je to tvoj vir dohodka oziroma zaslužka, se od tega pač odtegne, koliko rabi za življenje. Vse, ja. Torej ti recimo, da bi ti ostal v najboljšem primeru 3 ure pa pol za produkcijo.
Ja, ti o produkciji razmišljaš, ker smo iz različnih sfer. Jaz, tako kot si rekel, ne, podcast, ok, zdaj te majki pa to je čist nepotrebno, na kaj mi dva snema, ali pa te kamere, to je čist overkill, ne. Lahko res telefoni to snemaš. In na začetku sem, ne, dejansko obstaja vsebina, ki nima stroška, ne. Zdaj pa odvisno, ali pa pišeš pesmi, ne vem, na list papirja, a veš, kaj mislim, ne? Vem, ja. To, kar imate pa vi, je pa res ono. Vsak iz svoje perspektive, ampak meni se zdi, da če dajo 9 evrov za od dokumentarcev do ne vem česa, pol dvomam, da bi dal 5 evrov sam za dobrodan, moje ime je. Lahko pa, da se motim. Ja, veš kaj, sej to je, ful mi je zanimiva ta diskusija, ne? A veš to, kaj imaš na YouTubeu membershipe? A to si videl? Sem, ja. Ti v bistvu lahko objavljaš videe samo za memberje. Se pravi, memberji so tisti, ki plačujejo mesečni subscription, ne? Tega pa nisem vedel. Ja. In jaz sem za foro to vklopil pol leta nazaj, pa ne zaklenam vsebin, mogoče kakšne podcaste malo prej dobijo, 3 dni prej, ne? In zdaj je okoli 100 ljudi, ne? Kaj daje 5 evrov na mesec, ne? Brez da sem se jaz ful s tem ukvarjal, ne? Po moje na vašem scaleu, ki je to krat 20, krat 30 od tega, ne? Bi po moje lahko nabral neke ljudi, da bi dajali na mesec za videe, ki bi bili sam njim dostopni, ne? Ja, verjamem, da bi šlo, ampak spet do mene so pričakovanja, se mi zdi kar visoka. Ja, res je. A veš, kaj hočem povedati s tem? Ne, da sem vam jaz zaradi tega za kaj več, ampak tok raznolikih stvari smo dali ven, da a veš, če bi pa zdaj se samo jaz usedel za računalnik pa rekel, ok, spet smo tle, en mesec je okrog, kaj imamo novega? Ne, taki videi bi mogli biti. Ne par 100, ampak malo več se po mene pričakuje. Ja, ne, se štekam. Veš, kaj sem hotel s tabo govoriti primarno, ne? Ful mi je bilo všeč, itak vse to, kar delate, smo takrat ful konzumirali, pa gledali, pa bili fani. Zdaj pa tako zadnja leta sem opazil te parkrat, ne? Opazil sem te na TikToku, ki v bistvu delaš malo te satire iz influencerstva. To mi je ful zanimivo. Pa si imel en fake podcast, ki si delal satiro iz podcastanja. In to mi je bilo ful všeč, ne? In všeč mi je bilo zaradi tega, ker ne vem, če poznaš tisto, ki so vprašali v Ameriki pred 30 leti tamale, kaj si želijo postati, ne? In najbolj pogost odgovor je bil astronaut, ne? Takrat so šli na Luno, pa Neil Armstrong, ki je bil heroj, ne? Ja, pa so pa danes vprašali, ne? In najbolj pogost odgovor je influencer. In se želel s tabo malo tako govoriti, kako ti vidiš, ker vidim, da ful vidiš, a ne, glede na te satire, mal družbo pa social media nasplošno, ne. Ta je bila primarna, ne, nisem se nekaj pripravljal, ampak ta je bila primarna stvar, ki sem hotel s tabo govoriti. Sej sem v bistvu cel svoj Instagram profil zgradil na tej utvari. Jaz tem upravim cringe-fluencer, ker jaz non-stop me dajo v ta predal influencerjev, zato ker nimajo izrazov očitno, ali pa jim je tako najlažje generalizirati, ampak jaz non-stop govorim, da jaz nisem influencer, ker jaz ponujam še marsikaj drugega, kot pa samo izdelek v svojih rokah za določeno ceno. Jaz bi rekel, da sem ali kreativc, ali karkoli drugega, ampak ta predal je zdaj nekaj, kar se pri nas koristi in to je to. Jaz sem pa baziral cel svoj Instagram profil, sem ga imel že prej odprtega, ampak ko sem ga začel recimo da jačati, ker so me strašili, da Facebook kot platforma izumira. Čeprav v bistvu ne. Ampak, drug folk je gor. Ja, naše tetke, babe. Babice so zdaj, ja. Pa tudi drugi ljudje očitno. Ampak hočem sam reči, da kako ne, Instagram na kratko, pretty pictures, na Instagramu je vse, kar bi želeli biti, ne kar smo. To so naše želje, naše aspiracije, to je Instagram. Jaz pa želim kontro temu dati, ker kakšen mora biti pritisk enega influencerja, v bistvu kakšen breme ono, s njega ne moreš spontano uslikati. On si tega ne more dovoljiti.
ker vsaka objava, ki jo davam, je premišljena in režirana. In iz tega vidika mi jih je žal, ker to je cel življenje pogojen z... Sužen si temu. Pa ne rečem fake srečo, vse mogoče v svoji osnovi so srečni, sam definitivno niso tokrat srečni, kot poskušajo prikazati v svojih vsebinah. In to mi je nažalosten. Se pravi, ko ti greš nekam ven, imaš plačan izlet, imaš plačan ti moraš to vse dokumentirati. Kjer mu se da s tem zabavati? Veš, kaj hočem reči. Pa greva na Limnos, pa greva v Grčijo in zdaj, zdaj ta slika, ki sem jo naredil, bi šla lahko na Instagram, jaz sem jo pa kar tako zanajal za brez veze naredil. Zdaj greva midva to še enkrat narediti, ampak tako, da bo v zadju še ta sponzor, a se ti zabavaš. Koliko je to enega dela, koliko je to razgaljanja svojega osebnega življenja, za kva? Zakaj? Za unih par jurjev, predvidevam. A ja, misliš, da je cash v spredju? Eni imajo, definitivno. Sem slišal za neke določene ljudi, da jim ne bom zdaj reklame delal, da imajo zad prav tablet, te tabele, ki se s flomastrom gor piše in da imajo tok po tok teh, ko se reče, sponzorjev, ki jih morajo odkljupati. In to je garanje. Ja. To si omni prisoten, skozi moraš biti. To, kad je bil, ne vem, v šoli. Zraven imaš svoje življenje, paralelen, ki ga imaš z učenci, pa še glumiš, da si ful dober učenc pred Foxom. Kaj hočem s tem povedati? Ja. Da gremo v špico, da gremo v nekaj, fraje, pa ona vpraša. Ja, seveda, stran 42 spremljam. Skozi ta dualizem in kdo bo to? Breme je nositi te maske, verjetno gorne. Ja, zato pa jaz, kot sem že omenil, bi rad ponudil nek profil, ki ne da njih disa, nimam jaz nič proti tem ljudem, imam pa proti tem, da je že tako ta svet spran in strmi proti nečemu, kar ni realno in bi želel jim reči, pač lahko se pačeš. Lahko si slikan iz slabšega profila, tako kot jaz danes recimo, za tiste, ki ta podcast tudi gledajo. Prišel sem z mozoljem na obrazu, tlele imam, vidiš, je... Pa 4K je to, veš, tako da se... 4K, lahko bi rekel, da sem se v Vilena Rudolfa spremenil, ki je veseli decembra, ampak ne, pač mozolj imam, kar je posledica slabe prehrane in malo smo ga lumpali, ampak hočem reči, lahko bi se napudral za podcast in bi potem bil najboljša verzija sebe, ampak naj vidijo, da za tem kvazi celebrityjem je tudi sam navaden smrtnik, ki ima mozolja, dermatitis, pa še kakšen problem. Ampak se ti ne prodajaš tega, ne, da bi mogel to narediti s pudrom, ne? Ker če si ti v poziciji, da prodajaš to, se pravi, svoj videz doskrat, je pol to breme, kot sem rekel, ne, teh mask, pa v bistvu, tako kot si rekel, zakaj se ne slikaš tako spontano ali pa kažeš svojo šibko plat. Zato, ker če boš to ti naredil kot influencer, boš slabši od unga, ki ne bo to naredil. Točno to. A veš, nagrajen bo en drug in ti boš popušil, ne? In klej je konstantna borba za to, kdo ima boljši ali feed, ali kdo je lepši, ali kdo ima boljši life, lahko nasplošno rečeva, ne? Ampak to spet... Kdo je boljši človek. Tako, in to spet samo dokazuje, da oni ne razmišljajo del kokar od trenda, ki je ta trenutek moderen. Sprav, zdaj je fajn biti lep, zdaj moraš imeti bleščeče zobe, produkte, to se zdaj prodaja. Ampak enkrat ta človek ne bo več tak, ker ga bo dohitela starost. In dvomam, da on to daleč razmišlja. Ampak enkrat se bo to izpel, to hočem povedati. In kaj boš ponudil pol tem ljudem? Se dvomam, da bo kdo še 60 let influencer. Pa boš govoril, da ni pomembna lepota, da moraš notranja lepota ne govoriti. To je že zdaj govorim. No, se pravi. Oziroma probam spodbujati, ni da direktno zagovarjam. Ampak oni bo... Mislim, če se nekdo že zdaj obremenjuje z videzom, dvomam, da bo v starih letih to sprejel, ampak bo bolj ta preparirana populacija. Ja. Kaj pa glede tako ustvarjanja, ne, na splošno na internetu? Jaz v bistvu že zadnja leta tako ful spremljam te trende, ki se od mainstream medijev premika ful je demokratizacija tega ustvarjanja kontenta. Tako, ki si rekel, v žepu imaš napravo, ki je ful dobra 4K kamera, to včasih nisi imel, ne? In vsak ima to v žepu, ne? In na platforme je zastonj objavljati in poplava podcastov, poplava vlogov, poplava, ne vem, Instagram influencerjev, content creatorjev, vsega tega, ne.
Kako ti to vidiš, oziroma kako ti spremljaš ta zasuk, ga čutiš tako, kot jasno? Čutim ga, najbolj sem ga začutil med korono. Tudi takrat je vse to nekako ratal z moje strani, oziroma se še bolj pojačal to, kar si prej omenil, da sem delal ta parodijo na podcast, pa parodijo v bistvu na Instagram. Zato, ker takrat ljudje niso vedeli, kaj bi počeli sami sabo, in pol sem pogledal na internet, kaj se dogaja, in so rekli, pa jaz bom pa tudi ten podcast naredil. In vsak je imel nekaj zapovedati. Kaj jaz delam? What I doing in the quarantines? Kot, veš, da bi cel svet to zanimali. In mi je v redu, ljudje se najdejo zanimancijo v kriznih časih, ampak žalosten je. A veš, ker vsakdo gre takoj na to, na ta zadnjo verzijo podcasterja. A veš, vsakdo dela tretji podcast ali pa prvi podcast v življenju, govori pa, kaj sem jaz danes naredil. Ti prideš do faze, da rečeš, kaj sem jaz danes naredil, moraš imeti toliko in toliko followerjev, ki bi jih potencialno zanimali, kaj si ti danes naredil. Če imaš pa ti 60 ljudi, ja, dejansko so to ljudje, če bi jih postavil vrsto, bi bila to neka masa, ampak to, veš, kaj hočem reči. Ja, a veš tisto foro, kar rečejo, ful od vas me je sprašval, kakšno vam je z jutranjo rutino, a ne? Ja. Noben te tega vpraša. Znam to, Veš, kaj to ne moreš dokazati, ne? To sem tako, jaz govorim to zato, ker sem dobil ful vprašanj. Ja, in če bi rekel, daj mi maile, pa bi rekel, ne, uživam, me vprašal. Ne moreš tega dokazati. In no, točno to, ta del mi je žalosten. Da se vsak obnaša, kakor da je že ful uveljavljen podcast, v bistvu je pa glih kar začel. In tega je bilo med korono. Tudi kad je boom rato, no. In jaz več kot očitno nisem komik, ki bi generiral samo fore na tudumc, da so zabavne, ampak sem bolj satirik, oziroma trudim se biti neko ogledalce družbe. Ne zato, ker čutim, da je to moje poslanstvo, ampak zato, ker mi se zdi, da mi gre to najboljš od rok. Probam pa to delati na tak način, ne da se direktno spravljam na te ljudi, oziroma da bi jaz se prazno na njih, ampak mogoče skozi en tak satiričen način prikazati, da je to res malo da je to res malo far-fetched. Vse South Park podobno počne stvari, pa nočem se primerjati z njimi, ampak boljše je to na kreativen način zapakirati, pa reči, koliko je družba malo bolestna, kakor pa reči, vi ste vsi fukneni, ker kdo sem pa jaz, da sem kaj boljši od drugih na koncu. Ja, pa sej, jaz tudi mislim, da če imaš kakšno sporočilo za predati, ne? Ali pa če si v partnerskem odnosu s punco in ti hočeš en feedback dati ali pa neki. Če boš ti začel napadati, ne boš dosegel spremembe. Nikjer. Mogoče samo če pa ogledalo postaviš. Ja, ne vem, ponavadi se folk začne branta, veš, pa začne napadati nazaj, pa tako noče slišati tega, ne, če mu direktno poveš. Mogoče sem zdaj malo skarikiral, ampak dejansko se mi zdi, da v poslovnem svetu je skozi stiskanje v kot pa napadanje, zato sem to rekel. Ti si očitno neodvisen od drugih in se s tem ne rabiš obadati, ampak vsak mail, ki ga jaz dobim za poslovno sodelovanje, se začne z živijo, malce se namudi. Aha, okej. Se pravi, to je izhodišče za malce se namudi. Zdaj bi te lahko odprl te ponudbe ali pa ti bom mogoče enkrat poslal in mislim, da jih je 90% se začne na ta način. In to je, kar ti hočem povedati, je ena vrsta stiskanja v kot. Se pravi, mi še začeli nismo, nam se že mudi. Pa mi smo zajebali, ker nismo prej se spomnili. Čim prej, čim hitreje. Pa ko greš v ta odnos z njimi, da bi dejansko nekaj naredil, pol se pa šele začnejo omejitve. Ni glih napadanje pa dretje, ampak če bi to prevedel v komunikacijo, je točno tako. Nikoli ne rečejo, kaj lahko narediš, zmeraj kaj ne moreš narediti. Se pravi, nikoli ti ne dajo odprte roke, kvečem ti dajo eno za hrbet, ampak mi ne bi radi, da naše podjetje izpade tako, pa tako, pa tako, pa to. Kje pa je pol znotraj tega prostor za kreativo? Ja, nije. Čakaj, kakšno sodelovanje imaš to? To je v bistvu večino... To so random maili od nekih oglaševalcev ali pa od agencij. Hočejo kaj? Hočejo reklamo, hočejo... Da jo ti režiraš, igraš v njej, da jo date na svoj channel? Ne vejo, to se ti zdaj že ful dobro razdelo, ampak oni ne vejo, oni bi sam neki od mene. In zdaj prišel ta trend TikTok video in mi bi zdaj 4 TikToke imeli.
In pojavlja se neka mladina, ki nima neizkušenj. Neka agencija, ne? Okay, za TikTok. Agencije itak, vsak dan je ena nova, vsak dan je ena manj. Ampak govorim tudi o izvajalcih, pa teh mladini relativno so to mladi, ki snemajo te TikToke, ki vidim, da bojo vzeli vsakih 100 evrov, kar jaz bi jih tudi, če bi bil v njihovih letih, ker jim ta denar pomaga, ampak te vsebine so, da izvenete preko kurca, ker ne znajo niti igrati, ker niso igralci, ker je tem agencijam važen sam, da oni porabijo budžet in da dajo čim manj keša. Ja. Ker, kaj, mislim, 500 evrov za najem za 2 TikToka. Za me je to skoraj žalitev, zato ker to počnem 11 let. In žalitev govorim iz tega, zato ker je vsak video, ki ga naredim z neko vsebino, kreativno, in ker je zraven tle še snemalc, ker je kamerman, ker res ne delam s telefoni. Pa verjetno lahko zračunaš, koliko view stane, ne? Ker če imaš ti takoj, ko damo tvojo faco na TikTok, pa lahko si sam primer, pa nič ne govoriš, bojo viewi, ne? Predvidevam, da več kot za nekoga, ki je nepoznan. Ja. Ampak prej sem sam hotel povedati, da se mladi jemljajo nizke honorare, ker so za njih visoki. Agencije pa ne zanima v bistvu, kakšen je dejanski doseg teh videov, ker zaenkrat je še v redu, zato ker jim je važen sam, da dajo čim manj denarja in da porabijo ta budžet, ki jim je bil dodeljen, in da tudi prešparajo zraven za sebe. In tle se v bistvu masovno niža kvaliteta samih produktov in se masovno nižajo tudi honorari za vse ljudi, ki na novo prihajajo. Torej imaš mlade newcomere, ki nam starim jarcem v bistvu določajo ceno. In to se mi zdi absurd. In te agencije so toliko neinformirane in toliko preko kurca delajo, da izvenete, ker take ponudbe sem zdaj po večini dobival. Naredil sem par TikTokov za neko firmo, to so oni videli, so se zganili in v enem dnevu sem dobil 4 do 5 popraševanj. Mi bi toliko pa toliko videl, ko sem povedal, koliko je cena, eni niso niti odgovorili. Ampak, a veš, oni rečejo, mi bi reklamo. Ker glede na to, da imam jaz še druge platforme, bi lahko to reklamo dal kamorkoli, oni bi prav TikTok, in to sam govori o tem, kar sem že prej rekel, da sam gledajo, kaj so trendi. Včasih je bilo mi bi Instagram video, zdaj pa rečejo mi bi TikTok, in toliko so oni informirani in toliko oni vidijo izven tega. Kakor ustvarjalci vidijo samo podcaste, toliko naročniki vidijo samo TikToke, recimo. Govorim iz perspektive enih in drugih. Ja. Koliko ti je bilo pa težko cross-platform delati? Recimo, ti si začel na YouTubeu, ne? Ja, v bistvu. Ne vem, koliko ste delali sploh na Facebooku, koliko ste se ukvarjali s tem? Mislim, da je bilo tako, da na začetku je bil, najprej bil YouTube, ne? Ja. Pa smo pa mi že neke stvari objavljali gor in so se te videi širili preko mailov. Pol je pa let ali pa 2, ne vem točen, kasneje prišel še Facebook. In pa smo te že obstoječe vsebine delili na Facebooku. In je v bistvu... Ampak kot link, ne kot native video, niste video upload. Ne, to se je kasneje zgodilo, da recimo Facebook v bistvu dajo več ogledov, če si video naložil na Facebook in tako probo izriniti YouTube kot konkurenčno platformo. Ampak ja, mi smo v bistvu rastali z obema medijima sproti, ker YouTube je bil v samem začetku takrat, mi pa tudi na začetku svojega ustvarjanja. Pol je prišel Facebook zraven in smo vzajemno z obema medijima rastli. Ker jaz sem recimo, ne vem, takrat delal v kazinoju in sem imel neko, tako sem spoznal nek širši spekter ljudi, kot bi jih, če bi, ne vem, delal nek normalna šiht ali pa knauf. In so se te videi širili med njimi in posledično med njihovimi prijatelji. In pol so to vsi Jeseničani zagrabili, ker so imeli končno nekaj, po mojem, s čimer so se lahko pohvalili. In pol so to vsi Južnjaci zagrabili, ker so se končno imeli z nečim podobno cajtu pohvaliti. Pa so pa še drugi malo razgrabili. Pa smo pa že mi malo svojo raznolikost pokazali. Ja. Zakaj ste pa začeli? Mislim, kako je bilo to, če se spomniš, kjerga leta je bilo to, da ste sploh prvi skeč ustvarjali, pa zakaj ste? Je bila tako čista zajebancija ali je bil nek plan?
Ni bilo nobenega plana. Jaz sem zmeraj bil attention whore. Šele polsko življenje sem dojel, zakaj. Zakaj? Ja, ker sem imel kronično pomanjkanje pozornosti v otroštvu. To je tudi ena tema, ki se lahko dotakneva, ki bi jo rad malo pokazal ljudem, da vsi, ki si ful želimo neke pozornosti, nam je nekaj manjkalo v življenju, ker nobeden zdrav, čustveno, ali kako bi rekel, noben čustveno zdrav človek ne bi rabil toliko pozornosti, ker ni to zdrav. Ker to pomeni, če ti zdaj rabiš toliko več, si pol včasih imel toliko manj tega. Ampak kva so se že prej o tem pogovarjali? Aha, ko ste začeli? Jaz sem sam, v šoli sem bil recimo kar v redu, ne da sem bil priglup, ampak šla mi je šola v redu, ampak nič od tega mene ni zanimalo. Pa je na Jesenicah na osnovno, pa sem šel pa v Kranj na srednjo, ampak hočem reči, znal sem spuščati zvoke, posnemati neke stvari, zapomnil si neke fore, neke talente se mi je zdel, da sem imel, ampak nisem vedel, kako bi jih skozi ta šolski ustroj jaz lahko pokoristil, da bi od tega živel. Ker ko sem jaz odraščal, se ni vedel, da si lahko igralec, ker je bilo bolj policaj, doktor, te klasične fore, ki so zdaj influencer. Tako da jaz sem nagovoril mami, da mi je kupila kamero, navadno kamero za poroke snemati in potem se pačil pred ogledalom. To je bil nek prvi video, ki sem ga naredil in takrat je bila še Izklop, mislim, da neka platforma. Ok, malo mi je v spominu. Takrat so se te stvari objavljale. In bilo je nekaj odziva, pa je pristopil do mene kolega, ki je v bistvu v prvem hosterju igral direktorja. To se ga bo mogoče ljudje najhitreje spomnili. In je on meni rekel, kaj bo, če bi mi da nekaj skup posnela, tako z malo več vsebine, ne, da se sam kurčimo pred špiglo. In tako se je zgodil ta krastač. Aha, ok. In to je bil prvi nek viralen video in neka taka lekcija, da rabi biti vsebina, ne sam to nekaj, ejte mene pred ogledalom. In od tam naprej je šlo počas, postopoma. Ja, ful zanimivo. Kjerga leta je bilo to? Tak rastač? Ja, prvi začetki v bistvu. 2000, zdaj smo 26, aj možen. Ja, možen je, ja. Mislim, YouTube je meni se zdi 2.4 nastal, ne? Ali pa da mu reči 2.9, ne vem, 16, kad sem že pogledal vse te stvari, kar bi bilo fajn vedeti, če že govorim o tem, ampak jaz sem slep za številke. Ampak sigurno je 14 let od tega, po mojem. Se bi zdaj lahko googlal, sam malo sramota, da iščem. Ne, se ni, sam tako sem mislil. Daj mi več povej o tem. Mislim, to mi je zelo logično, pa smiselno, recimo nekdo, ki ima veliko željo po pozornosti, ne? Ali pa vsaka želja izhaja ponavadi iz nekega pomankanja, ne? Ja. Če ne, ni velika želja, ne? Tako, ali pa ljudje, ki so najglasnejši v debate, recimo, pa ljudje, ki rabijo potrditev, to pomeni, da niso bili slišani, ko so bili majhni, ne? In jaz sem ta svoj vzorc šel raziskovati glih za to, da bi se osvobodil okovov in da ne bi počel tega, kar počnem za to, da bi zadovoljil druge, ker potle ni končnega rezultata. Veš, da so vsi ljudje nesrečni, ki želijo druge osrečati. Ampak sem pol skozi ta svoj proces dojel, da to, kar jaz počnem, je v bistvu moj outlet. Ne najdem zdaj slovenske besede, ampak kreativa je meni zdravilo. Skozi to se jaz praznem, skozi to mi izpopolnjuje in zaradi tega počnem to, kar počnem. Ne zato, da bi dobil lajke. Ampak a se je kdaj to spremenilo ali je bilo vedno tako? Ne, na začetku je bilo samo zaradi pozornosti. Viewjev, pozornosti, prepoznavnosti. Ja, ampak nikoli ni bilo, vse smo gledali te viewje, valjda, ker view, ogled ali pa lajki so ti potrditev, da nekaj delaš dobro, ali pa saj ne nujem dobro, zanimivo, da si opažen. Ja. Ampak spomnim se sebe, pa če gledam svoje stare objave, včasih mi Facebook vrže kakšno moje objave izpred 8 let in me gre kar na bruhanje. Kako pretenciozno, pa kako enega naboja, tukaj sem. Ampak vsi smo vsi taki, ki smo mladi, se mi zdi.
težko je biti. Je pa tudi, vsi smo se učili sploh uporabljati družbena omrežja, ker na začetku greš od starih gledati objave ali pa svoje objave. Po mojem ni fora v mladosti, ampak nismo znali uporabljati. Ne? Ja, ampak danes, če bi tako vsebino dajal gor, kot se je takrat skozi dajala, lej to jem. A veš, na Facebooku. Bi bilo danes ful čuden. V mojem primeru se mi zdi, da sem sam želel biti radikalen, zato da bi bil opažen, ker so bili tudi prvi naši videi. Pa ne sam radikalen, se imel zmerno kakšen poton, pa neko rdečo nit, ampak vidi se, da sem primarno želel biti drugačen. In to počnem še danes, mogoče nisem drugačen. Če vidim, da je neki trenda, pol se mi te stvari ne počne, ker je počnejo že drugi. To so prezgovarjali v podcastih in vseh ostalih stvarih. Ampak, ja, jaz sem ta svoj vzorc, če se navežem na to prejšnjo debato, šel raziskovati, ker mislim, da bi to mogel vsak človek narediti. Mislim, da smo vsi damaged goods. Vsi se rodimo z nekim pomanjkanjem, z nekim blagim defektom, ki nas preganja večino življenja. Eni ljudje se odločimo, da bi te vzorce razbili in s pomočjo tega bili boljša verzija samega sebe. Eni ljudje se pa s tem ne obremenjujo in te vzorce pa prenašajo na svoje potomce. Zdaj mogoče dam kakšen banalen primer, ampak danes sem razmišljal o avtu. Alkoholizem se mi zdi, da je eden od vzorcev. To je nekaj, kar ne podeduješ, ne rodiš se pijan, ampak to je vzorc, ki si ga videl pri svojih starših. In dejansko na koncu dneva je izbira, ali boš ti pil ali ne boš pil, ampak enem rata, drugim ne. Razbiti ta vzorc, pa reči, moji starši so recimo bili alkoholiki, jaz ne bom. Torej je izbira, nisi s tem rojen. In tvoja odločitev je. In zdaj vsaka naslednja generacija pa lahko te druge vzorce, ki so mu ostali, tudi razbije in prenese na naslednji rod. Sprav, če ti poenostavim, mislim, moja filozofija je, če bi se vsak rod trudil odstraniti slabe vzorce svojih prednikov, obdržati dobre in samo dobre prenesti na svoje potomce, se mi zdi, da bi vsaka naslednja generacija bila boljša od prejšnje. In potem bi človeštvo skozi svoj obstoj in razplojevanje bilo boljše, ne slabše, kot je zdaj. Ja, razvoj cele civilizacije, ne samo enega. Vsak stremel v tem, da je boljša verzija samega sebe in delal na tem, ne sam stremel, pol se mi zdi, da bi počas skozi rodove prišli do nekega optimuma, nekih relativno normalnih ljudi. Ker zdaj se mi zdi, da večina samo upravičuje v svoje vzorce. Ker nimajo, vem, da se ljudje nimajo časa s tem ukvarjati, ker morajo plačati položnice, morajo preživeti ta življenje, ampak glih to je paradoks tega. Ker večina ljudi se reče, jebi ga, jaz sem tak. Jaz ne morem iz svoje kože. A si kdaj probal iti iz svoje kože? In to je najboljše opravičilo za to, da si tak, recimo. Ja. Pa zdaj ne bom naštel nekih tako primerov, ampak imaš od banalnih do težkih stvari, ki rečejo, jaz sem tak, jaz se ne morem spremeniti. Ne, ljudje se lahko spremenijo, sploh kaj zadane nek rak ali pa boh ne daj nek tak preseg življenja, pol si vzamejo čas, ko si postavljen pred dejstvo, pol se lahko spremeniš, dokler pa pičeš ta svoj life, pa praviš, da se ne moreš. Ja, mogoče takrat nisi ready, da bi se spremenil, ker če ti verjameš, da ali pa če ne želiš si spremeniti, ali pa tako, kot si rekel, opravičuješ svojo verzijo trenutno, pol nisi pripravljen, Zdaj pa life te z bolečino nekako pritiska v to, da bi se bilo dobro spremeniti, A veš, konstantno ti daje signale čez bolečino, veš, neurejene odnose imaš, kregaš se doma, piješ, otroci trpijo zaradi tega. To je vse bolečina, ki jo tvoja psiha mora sprocesirati. Zdaj je ta bolečina dosti velika, da te potisne v to, da rečeš, zdaj bi pa jaz nekaj spremenil. In moj oče je imel ta primer, ki je on meni razlagal, kako je nehal piti. To je bilo meni, mislim, tako neverjetno mi je bilo. Je rekel, a veš, to je tako 20 let, 30 let pitja,
pa ni bil ready, da se spremeni. Pa so bile bolečine verjetno, do nas, do njega, vsi smo bili v bolečinah, ne. Ni bil ready. Pa je bila pa neka situacija, ki je rekel, sedel sem na klopci, pred železniško tistimi teri in nisem več imel 3 možnosti, ne? Ker 3 možnosti so bile vedno naprej tako, kot je do zdaj bilo, se pravi živim in pijem, ali se ubijem, ali pa neham piti. To so 3 možnosti. In ko je ta zginila naprej tako, kot je bilo, takrat je prišlo do spremembe, ne? In potem sta bile 2 možnosti. In slučajno se je izbral pač, da bo nehal, ne. Ampak tako, jaz zelo tako, ne vem, probam biti nekako razumevajoč, kakor se da do ljudi, ker jaz nisem v njihovi poziciji, ne. Tudi jaz. Ja, in to je težko je razumeti, ne. Težko je razumeti, pa ne, da jaz te ljudi obsojam. Jaz bi rad še enkrat poudaril, da jaz govorim samo za svoj primer specifično in samo o tem upam trditi in biti pameten. Ker vsakdo, tako sem prej rekel, vzorci so v bistvu ne samo travme, ampak način življenja, ki je lahko pozitiven ali pa slab, ki ga oblikuje tega posameznika, ampak za vsakega posameznika so njegovi problemi največji. Ja, center vesolja si, zase. Tako, tvoj problem je za tebe največji, zato nočem pametovati o drugih, zato sem učil svojo temo. Recimo, če jaz pa po svojemu očetu povem, on je skozi govoril, kakor vsi Švedi, torej naši Balkanci. Iz kje pa je tvoja familija? Moja fotar je iz, recimo, da relativno blizu Banja Luke. Aha, Bosna. Bosna, mama je pa iz Like, se pravi, to je pa ta hrvaški del, ki je bil poseljen v Srbiji. Ok. In on je skozi govoril, ja, od svog brata nisem dobil ništa osim šamara. Starejšega brata. Starejšega brata, kar pomeni, če kdo slučajno ne razume, da v življenju ni dobil ničesar razen pleske od svojega brata. In jaz sem mislil, da on pretirava, ker je on skozi vse napihoval pa karikiral in ko sem spoznal še vse njegove sorodnike, moje tete, brate, strice, nečake, in tako smo zvedeli, da je ta stric bil sadist. In da je on te ljudi, te svojo rodbino, ko se je napil, pošiljal bose v sneg in jih nagovarjal, da se šamarajo med sabo. In dejansko v tem užival, kar pomeni, da je to sadist. Ja. In šele pol je me kapalno, fuck, to je bilo vse res. Da skrajšam. Ne rabiš. On je bil, se pravi, njegov stric je bil alkoholik in sadist, torej fizično obračunal. In moj fotar je naredil tak napredek, da ni pil, pa ni bil nasilen. Ta vzorc je razbil. Hvala mu. Ampak je pa bil zaradi tega posledično večino življenja depresiven, pa tudi samomorilen na čas. In zdaj, on je non-stop ponavljal, ja, nisem pil in ja, vas nisem tukaj. Kakor da on je naredil veliko in za njega je naredil veliko. Za mene, za bitjece in za vsako bitjece, ki se rodi, pa ti rabiš vse pogoje optimalne in najboljše, da se razviješ v eno čutečo in intelektualno dojemajočo se osebo. Recimo, jaz, to, kar sem prej omenil, da sem imel kronično pomanjkanje, moj fotar je vmes bil brezposeljen, 9 let, potem, ko se Jugo osamosvojila in je bil doma. Več ali manj časa, ni mogel dobiti službe, pa tudi ni hotel vzeti vsake službe, ker je pred vojno bil carinik in potlej mu ni bila vsaka primerna njegova stvar, ampak 9 let je bil doma v depri. In jaz, ko sem te stvari šel za nazaj česat, sem zvedel, da, se pravi, jaz bi od svojega očeta mogel dobiti neke smernice za življenje, neko pozitivo, neke nauke, kako se boriti z življenjem in ga prijeti za roge, medtem pa sem jaz njega gledal, kako se bori z mislijo, a bi živel, a ne bi živel. In medtem, ko bi meni posvečal pozornost, se je v bistvu badal sam sabo in jaz sem mu nekako bil odveč, ker se je on svojimi demoni dajal. In torej je to mali otrok, ki maha za pozornost nekje v kotu. Glejte me, jaz sem tudi kle. Years later sem našel v bistvu kanal, outlet, kako se tle prazniti oziroma dobiti neko pozornost, ampak sem kmalu gotovo, da
me to nikoli ne bo v bistvu osrečil, ker ta moj kompleks ni pozdravljen in ne bo pozdravljen na ta način. Zapravo, moja mentalno je v redu, ampak to ti samo ego napihne v te lajke, pa ko greš spat, si še zmer sam pa nesrečen. In skozi razne prijeme, takšne in drugačne, sem se pol spoprijel s tem problemom, tudi midva se predebatirala te stvari, preden je umrl, sem uspel povedati in mi se zdi, da tudi ena poglavitnih stvari pri razbijanju teh vzorcev je, da se soočaš z izvorom svojih problemov. In ni moj fotar bil kriv za to, da sem jaz tak bil, pa posledično upleten. In jaz sem se hotel z njim pogovarjati, ker on je mene recimo klical divjak, ko sem bil majhen. Ampak ne ni samo meni tako rekel, ampak je vsem govoril, on je divjak, divjak je ovo, divjak je ono. Sprav, jaz sem bil dosti hiperaktiven, pa ekstrovertiran in on ni znal to krotiti in je mene poimenoval divjak. In mene ta karakterizacija bolela, ker, razumeš, ni glih pozitivna, ni piki, ali pa naš, ne vem, smoki, ampak je divjak. In pol, skozi vsa leta sem bil vezan njega, ker sem se mislil, pa ti si me tazga naredil, človek Božji. Ti si pustil tega otroka samega tam v kotu in posledično sem ratal tako, kakršen sem in ti si posledično kriv za to in ti me še brandiraš v neki tazga in se mi še rugaš na en način. In mene je to skozi življenje zelo bolelo in sem pol se odločil, da bom to stvar skomuniciral z njim, ker se zavedam, da živimo samo enkrat in najslabše bi mi bilo, da on gre na drug svet, jaz pa nosim še vse te demone in si pol rečem, pizdari, kva mu nisem to rekel, pa ne da bi mu to naprej vrgal, ampak zakaj nisem to z njim skomuniciral, dokler je bil še živ in pol sem se odločil in sem to šel narediti. In ko sem to naredil, se mi zdi, da sem odvrgel en ogromen ruzak v svojemu lifeu. Nisem se s tem pozdravil, ampak lažje mi je bilo živeti. Ker sem mu povedal, pa so solze tekle, pa kakorkoli hotel sem sam to dati ven in je rekel, jebi ga, sine, jaz sem dal, kar sem lahko. In sem rekel, ok, razumem te, ne obsojam te, sam hotel sem ti povedati, če te je zanimalo, za kva sem divjak, zdaj veš, za kva sem divjak. In pol sva si dala tako karmično in še kakšno roko fizično. Ja, mislim, to, kar je rekel, ne, jaz sem dal, kar sem lahko, ne. To je res resnica, ne. Ja. Vsak, doskrat rečem, ne, vsak dela po svojih najboljših močeh, ne, tisti trenutek. To ne pomeni, da ne more biti boljši naslednji dan ali pa naslednji leta, ne. Ampak tako, v tistem trenutku, če to razumeš, da ljudje okoli tebe delajo po svojih najboljših močeh, zelo težko nosiš jezo s sabo do ljudi, če to razumeš, ne. In eto, jaz sem se na tak način jeze osvobodil, ker to sem ti prej v moji posti, včasih 9 let nazaj, ful ene jeze, pa tudi ljudje, ki so me takrat poznali, več cinizma, več, bolj sem nosil to neko jedkost, kislo vseb, ker sem se jo pojel osoglih s takimi stvarmi, pa ne, da sem zdaj že super bitje, mislim, veliko je še za delati vsak dan, lahko človek dela na sebe, ampak saj ta neka zagrenjenost me je zapustila. Na čase še pride ven iz mene, ampak ne v takem obsegu. In to sem hotel reči, da na takih stvarih se mi zdi, da je treba delati. No. Če človek želi biti boljša verzija samega sebe, najboljša, se mi zdi, da je far-fetched. Ja, mislim, to starši, ne, se mi zdi, da res človek začne odraščati, ko začne točno to delati. To, da odpustiš svojim staršem. Ne? Ker na nek način eno psihologinjo sem slišal, je rekla, dobro je, da si jezen na svoje starše, neko obdobje, zato ker to te v bistvu, ta sila evolucijsko te reče, vi me ne razumete, ne vem, in ti greš v bistvu na svojo pot. Ja. In to je v bistvu nek zdrav odnos za nekaj časa. Jezen si na starše. Ampak ti moraš priti do tega, takrat pa po moje res odrastaš, ko odpustiš staršem, pa jih razumeš, da so delali mogoče po svojih najboljših močeh in ti greš naprej in čim manj daješ naprej svojim potomcem. Ne? Ja, in to se mi zdi taka zaključena celota. Se pravi, moja naloga, če in ko bom imel potomce, je ne samo, da jih ne tepem, pa ne pijem alkohola, ampak da sem do njih tudi ljubeč in si vzamem čas za to, da se ukvarjam z njimi.
ker, a veš, nekaj je ne samo njegov kompleks, ki je bil, ampak včasih je bilo tudi drugače, nasploh odnos do otrok. Ni moški, mož porival vozička od otroka, to je bila bruka. In razumem, da je bilo nekaj tudi vzgoja, ampak včasih so vzgajali kvazi te alfa moške, te prave muškarce, ki pa so v bistvu sam čustveni invalidi. Za neko Zdaj je ful alkohola, sploh po Balkanu. Vse je vojna še tukaj zraven, ampak ja. Jaz sem recimo prebral knjigo Ogen, rit in kače za igrače. Sem v bistvu videl, da je to ta generacija. No? V bistvu ni ta zgodba oziroma knjiga vezana samo na ta področja, ampak to je vse splošno bilo. To je bilo v bistvu, kar smo se mi v šoli učili in prebirali Prežihovo Rnc. Pa te Bojana Požiralnik, Martini, Kačuri, pa neki. To je to. In meni se tega v šoli ni dal poslušati, zato sem to skozi od fotra poslušal. Sem mislil, kam zdaj klebalo, take drame smo vsi imeli. In pa sem šle dojo, valjda, zato se mi ni dal poslušati, ker so to živeli moji predniki, recimo. Ta šamar za dobro jutro, za fruštek, pa še kakšen repete zraven. Ampak, če tako pomisliš, naše prababice, pradetki, ne bom rekel babice, ki so malo premlade bile, so šli čez drugo svetovno vojno. Kaj mi se zdaj v travmah pogovarjava. Nekdo te maltretira, si rekel, pije pa te maltretira. To je sigurno velika travma, lahko za otroka. Ampak ti greš čez drugo svetovno vojno. Kakšne to morajo biti stvari, da rabiš par generacij, da to spucaš? Ne predstavljam si. A imaš pa tudi ljudi, ki so šli čez drugo svetovno vojno, pa niso bili sadisti ali pa zlobni do svojih otrok. Jaz ne vem, od česa zdaj je to točno to odvisno. Jaz bi rekel, da je to ta čustvena inteligenca, ki ti je po moje dana ali pa ti ni dana. Plus, da jo lahko sam nadgrajuješ. Ampak, a veš, imam tudi te žlahto po mamini strani, in po fotrovi recimo, ampak ki so res topli ljudje. Ki imajo svoje neke klike, tako kot vsi, ampak se ne praznajo nad drugih. Jaz mislim, da je ena največjih veščin, ki jo lahko človek skozi leta pridobije, da karkoli se tebi dogaja, da se ne praznaš na drugih. Vsak ima svoje probleme, sam da si toliko iskren, da rečeš, danes nisem dober, puste me v kraj in se ti tam spraznaš ali pa rabiš. Vzameš si toliko cajta, kar rabiš, da prideš iz te črne lukne ven. Ne pa da poje, tako klasična fora. Pride fotor, vsi so za vse krivi. Vsi so tudi matke take, ampak govorimo o fotor, zato ker smo mi naredili ta naš očka. To je vrhunsko. Kjer smo se zdravili, recimo. To vse, kar zdaj govorim, so jaz pa Mario Čulibrk. Oba ta fotra združila enega super dosadanega fotra in se na tak način zdravlja. To je meni osebno najboljši lik od vseh likov, ki si jih ustvaril ali igral, zato ker jaz sem imel sošolca, njegov foter je isto zgleda, z istimi očali, isto govori, jaz nisem mogel verjeti, res. In to smo mi v bistvu živeli, si bil pri sošolcu si bil na obisku in foter je točno take prebil. Točno take. In velikim ljudem je to sploh Balkancem je to eden najboljših likov, zato ker se s tem najbolj lahko poistovetijo. To je največji približek realnega življenja skozi satiro. In zato govorimo o tem, da se lahko zdravimo čez to. Ker vsak rekel, jaz imam tukaj takega fotra, Ja, vsi imamo takega fotra. Očitno je to res nek prototip bil. Ja, ne, pa to, kako se svet spreminja, pa tehnologija, pa ta fotor prije zraven, pa nekaj začne. Veš, mislim, to je tok. Jaz sem imel travme, ker se prav rekel sem, da je bil fotor brezposeln in on je skozi pisal neke prošnje za neke službe, na začetku sam, ker je mogel, ker je bil del usposabljanja na komp. Na komp je pisal. To je bil del usposabljanja takrat. Pa smo pa mi tudi kupili računalnik in pol valjda, kaj sem ti več kupil, računalnik, onda ćeš me ti pisati. In jaz se usedem za tisti računalnik in on narekuje. Najhujš mi je bilo, ko si imel ta gibljivi stol, pisarniški. In jaz sem sedel za računalnik in on je zmer prišel in se je tako naslonil strani in me je zasukal. In ti si mogel biti trd. Ali pa zasukan. Ker če sem bil trd, je bila dvojna tenzija. In zasukan na tem stolu, to mi je bil že en težek problem, pol je pa še s kakšnim jamčkom prišel.
in žveču na ušesah, ker imam tudi še zmeraj travme, ne prenašam ljudi, kad smokljajo. In to se pravi, po stran, pa gunjabuk in valjda še tipkal sem full hit, pa full sem se motil, tako še zmeraj tipkam. In vam pizdo zraven. Pa polako, pa jebevo, pa... Crazy. In ja. Ej, kako si, rekel si par vzvodov si imel, ko si šel to raziskovati? A si šel na terapijo? Mislim, kako si se lotil tega? Šel sem na terapije. Kakšne? Mislim, da se reče z regresijo. Ne upam ful pametvati o tem, ker ne vem točen, kako se jim reče. Vem, da so to Šetinčevi in par iz Ljubljane, ki se ukvarja s tem. Mislim, moje laično dojemanje tega, da je to v bistvu terapija skozi meditacijo. Okay. Tako jaz to razumem. Ti si sproščen, ležiš in greš nazaj v spomine, ali kako? Ja, v bistvu ne ležiš, sediš, si njuni prisotnosti in onom dva greš v bistvu do korena svojih triggerjev, svojih vzorcev, ali pa jaz sem vsaj na tak način delal, da sem recimo opisal neko situacijo, ki me je ven vrgla. Se pravi, ker sem bil najslabša verzija samega sebe. In pa, ko razčlenaš to situacijo, te v bistvu pripelje do tvojega triggerja, do tvojega kompleksa. Se pravi, gremo razčistiti, zakaj te ta situacija vrže ven in ti se odpreš in kar naenkrat si ti še v otroštvu in govoriš o neki prvi situaciji, ki jo imaš v spominu, ki ti je zapekla tako reakcijo in še danes tako reagiraš, ko se ti zgodi. To se mi je zdelo. Se pravi, v tem stanju vidiš ta spomin, ki je bil v bistvu prvi povod za to sinapso v možgani. Ko sem jaz recimo pri knjih dojel neke stvari, se pravi, ne spomnim se zdaj točen, ampak oni so meni rekli, kakšen je prvi spomin, kakšni so spomini na tvojega očeta v mladosti. In sem si racijo, je mislil, pa se tega ne mogu spomniti. Ampak ne vem, je to njihov vpliv ali ne vem kaj, ker si res sproščen, so se mi slike res risale. Videl sem sliko, gledal sem sebe izza kavča, kako izza fotelja, ko se skrivam in da vidim svojega fotra na kavču, kako namrščen gleda TV. In so oni rekli, no vidiš, ti si svojega fotra opazoval, kako tam na kavču se bori z mislijo, ali bom, ali ne bom, ali kaj bom, ali ne bom. Medtem, ko bi mogel dobiti neke stvari, kot so to in to in to. In pa, se res. In pa, taki dobri vzgibi so bili. No. Da ti postavijo v bistvu nek prostor, perspektivo in prideš dejansko do dna tega vzorca. Kaj pa si, mislim, koliko časa si hodil? Še zmer hodam na vsake tok časa. Ni to nek zaključen proces, ampak hodam, ko doživim neko slabo epizodo, ker pol grem lahko z motivom ali pa z nečim konkretnim, kar lahko obdelujem. Ni zdaj tako, da bi prišel tja, pa pizda, jaz sem v kurcu, rečite me. Kje bomo začeli? Ker ni taka klasična stvar, ampak moje dojemanje tega je, da tle sem bil v neki situaciji, ki me je vrgla ven, začel sem se tam nekaj pizdati, se reče temu, padel ven iz hišce in pol greš česa ta problem za nazaj. Ampak bil sem še preden, ampak to recimo, da k njim hodam oziroma se poslužujem njihovih uslug kakšne 3 leta, po moje. Ampak sem predtem že probal na svoj način te stvari razreševati, kakor sem znal, no, brez nekih tako orodij. Ker rad bi se probal učiti na napakah drugih. Zakaj bi mogel doživeti vse na svoje koži, se ne rabiš vsega doživeti. Ljudje zakaj gledamo filme, pa zgodbe, pa knjige? Zato, da te nekaj naučijo te tuje zgodbe. In moja želja, še preden sem začel hoditi na te terapije, je bila, da ne bi ponovil vzorca svojega fotra. Ker je bil depresiven in skozi govorijo komiki, so v bistvu te žalostni klovni in po eni strani je tudi res. In nisem hotel ponoviti tega vzorca, ker je mučno gledati nekoga, ki je v depresiji, ker je to neka zelo zajebana stvar, ki je ne moreš glih razložiti. Ni to polomljeno nogo, imam sladkorno, ima pač, bi rekel, dušo bolano. In to je nekaj, kar ne moreš izmeriti pa pokazati in je zato je dosti relativen pojem. Trpljenje je tist, ki ti pač daje največji dokaz, da človek ni v redu. Sem hotel se reči, da rad bi to preprečil, da me ne bo
tudi mene, kaj je ta zgojela. A si videl kakšne zametke tega? Mal si, nekaj si omenil za anxiety, ko si prišel v flat. Ja, rekel sem, da ne pijem kave, ki mi povzroča blago anksioznost. Ampak to po moje, ne vem, je to od psihe odvisno, ampak jaz dejansko vse imam ful neke življenjske energije. Aha, in potem še... Ki mi samo še spotencira in imam... Čez mejo. Čist mi klemi noter v tem prepona delu, nabija puls. In mislim, rabo sem pa 20 let, da sem dejal, da je to kava. Ker je to pijemo, nažigamo vsi kavo in pol sem si mislil, to je moj karakter, to je pač moj karakter, jaz tega ne moram spremeniti. Ja, očitno, da je lahko, da začneš z izločanjem nekih stvari in mi dost, kava je bila zelo velik problem. Aha, si imel prav tako že kakšne tako panične napade ali sam tako neprijeten občutek? Ne, mislim, da imam dost močno racijo, da me od tega varuje, ampak sam ta konstanten občutek nelagodnosti znotraj in če to ne rešuješ in to traja, ne vem, dneve in dneve, pa misliš, da nekaj ni v redu s tabo, pa sem jaz nek nevrotik, zakaj mi skozi srce nabija, nisem neke neposredni nevarnosti, ne lovi me le, gledam TV na kavču, zakaj bi mogel imeti to pulza in že ta miselni cikl ti odjema čas, namesto da bi se z nečem drugim ukvarjal, se ukvarjaš s tem svojim povečanim pulzom od nikoder. Ja, jaz recimo pijem kavo, ne? Ampak imam tak rul, da takrat, ko sem pod stresom, ne pijem kave, kar je glih ful težko, ker takrat ti najbolj paše. Ja. Ker to je ista frekvenca, ne? Ti si pod stresom in kava je ista frekvenca in greš ta z roko v roki. Ne? Ja. In takrat se sam pač zavestno probam držati stran, če pa nisem pod stresom, je pa fajn. Ampak vidiš, ti si eden redkih, ki očitno lahko te stvari nadzoruje, ker večina ljudi, pa tudi jaz sem bil žičen, pa sem jo vseeno pil. Ja, ker ti paše. Nisem si mogel reči ne, pa v bistvu mi tudi sploh ni pasala, sam ta nek ritual, ki se ti zašvasa v glavo in zdaj jaz rabam nekaj, kaj bi jaz lahko vnesel v sebe, da ne. Spomnim se, ko sva z Marjem Čulibrkom snemala za Detek v petek oddajo, ki smo jo snemali v Beogradu in so tam po cele dneve čakala. V Beogradu? Ja, to si v Beogradu snemali. Ok, cnej, vse. Ja. Ideja. Dobre. Gremo v Bolgarijo. Ja, točno to je bilo. In logistično je bil to kaos, totalen. Čakaj, to je Klemen vodo, ne, Slakonja? Tako. Ja, hočem reči, da smo čakali, mi da so tam kada bi bil pri doktorju, čakaš tam 10-11 ur na dan na tist svoj skeč, da ga prideš odigrati, ker je bilo vse zdaj na zdaj, pa kam bo ta video klep, pa uletita, ko bomo imeli frej termin, ne. In ti tam čakaš, kaj pri doktorju, živčen, anksioznost, anksioznost fulsti nabija, pa še kavo, 16krat. Beograd, Coke. Ne, smisel bil, ja. Ne. Koliko je isto za mene? Mislim, zakaj bi rabo nekaj, kar mi nabije puls, rabo nekaj, kar mi spušča puls. Imaš tu take droge? Imaš tu take droge. Heca se drugače. Ampak imaš te gor pa dol, ne? Prvi pa downer, ja. Eni pa radi to kombinirajo, ne, pa te trga. To je prisli delo, be. A ja, oboje. Pa downeri. Ja, to je kar nest. Upper je delov nastopal, pa downer je delov zaspal, pa je pa pač... Ja, sej en upper pa downer, ki imajo vsi izkušnje s tem, je Red Bull vodka, recimo, ne? Ali pa Red Bull alkohol, ne? Alkohol je depresor, ne? Umirja, Red Bull pa gor, ne? In v bistvu ni fajn. Človeka trga od znotraj. Ja, neki te gor, neki te dol vleče. Enkrat sem se napil te kombinacije in sem se odločil, da ne bom več nikoli. To se je včasih bolj pil. Ja. Zdaj na srečo ni več tega, ampak zdaj mladina itak se drogira bolj. No, ja, zdaj imajo oni zelo široka sortiman, mi nismo imeli toliko izbire. Ja. Pa tudi, ne vem, vse te energijske pijače, meni je to kao Vitrix, ali kaj že ti za šipe pucati. Niti je barva naravna, niti je okus. Ne. Je kar nesti, ja. Sploh pa zdaj se ful pijejo te brez cukra, pa je ta nadomestek cukra noter. Ne. To ti pa človesno floro sfuka v nulo. Ne. Te stevije pa veš, ne. Kaj folk misli, ni cukra, ne. Po moje še slabš, ne. Pa inzulin ti itak tudi nabije, isto kot cukr, tako da nisi ful naredil
Naredil si sam za svojo psiho, da se ne boš zaredil, pa še rima se. Ja. Pa se nekaj dogaja, problem. Ja. Take stvari, ali pa sem jaz tudi vmes ugotovil, da imam intoleranco na gluten, zato imam zdaj po mojem ozolje, ker sem se zdaj prekršil 2 dni, ampak to ni nekaj, kar bi se jaz odločil, ker je to modna muha, ampak ker sem imel skozi dermatitis, recimo. Aha. Skozi tle imel po robu skalpa, pa tle okrog. Aha, zaradi glutena si ugotovil. Ja, ampak čist neposredno tako. Nisem šel namensko recimo do dermatologinje, ona mi je sam kremo dala, ni mi prišla do korena problema. In pa sem šel po smrti očeta 2 let nazaj, se mi je razštela prebava pa vse. Aha. In sem šel do kako se že reče, na bioresonanco sem šel in mi je rekla, da urgentno moram dati gluten. Zdaj, eni verjamejo v te stvari, drugi ne verjamejo, eni verjamejo samo doktorju, ampak je rekla, pač gluten obremenjuje tvojo prebavo in če greš pač si prebrati stvari, je to lim, lepak. In ti čreva lima skupaj. In sem dejansko za 1 mesec to odstranil ven. Čist. In? Ja, koža se popravlja. In kožo imam lepo, dokler se ne prekršam. In zdaj smo 2 dni. Kaj si pa jedel? Kruh. Kruh, pa biftka namazal. Ja. Pa se ne bo, zdaj bo drugače, zdaj ne bo. Pa malo alkohola, ki itak dehidrira telo, pa da naredi same najslabše stvari, pa še drug dan sem manjška steno pico upalil in evo tega na rezultati. Koliko si ti star? 38. A je 38, ja. Ja, ne, to je ful res, tako, kot zdaj razlagaš. Jaz tudi včasih, ko sem bil mlajši, sploh nisem o teh stvarih razmišljal. Tako jedel, bagr sem lahko pojedel, nič mi ni bilo, pil sem, a veš, pa starejši, ko si tudi prej rekel, ti si en redkih, ko opaz to. Jaz opazim vsako stvar, ko naredim, kako se potem počutim. A grem na fitness, a ne grem na fitness, a spijem kavo ali ne spijem kavo, pojem nekaj ali ne pojem nekaj, ne. In probam biti pozoren, ne, kaj je posledica mojih akcij. Ja. In tudi v odnosih, ne. In sam če imaš po moje pozornost na temu, akcija posledica, se lahko učiš. Drugače se ne učiš. Drugače si tako, kot si rekel. Ne razmišljam, kavo pijem in pa si nekaj ni, ampak ne razmišljaš o tem. Ja, in to ne vem, a se to lahko naučiš ali prirejen, tega ne vem, ampak eni tega nimajo. Moj prijatelj tu že cel življenje, odkar ga poznam, nabija ruporute, žal mi je delal, upam, da ne delam reklamo s tem, ampak za želodec, reči, da cel življenje pije črno kavo, pa čiki, papiri, pa meso. Meso, samo meso. A ješ kaj zelenjave? Ja, krompir. In on se še zabava. Ampak on ne bo spremenil svoje prehrane. On bo rajš nabijal razne preparate, ki zmanjšuje želodčno kislino. To hočem reči. Očitno dokler ne bo fukalo eno varovalko ven in bo, boh ne daj, postavljen pred dejstvo, ali boš nehal, ali pa se bo nehal. In to se mi zdi, človek zamika, dokler ga ni postavljen pred dejstvo. Eni pa živijo zdravo, pa se jim tudi zgodi kaj. Ja. Tako da ne veš na konc dneva. Stari Američani imajo tableto, recimo veš, kaj se ti prenaješ, ne? Pa te boli želodec, oni imajo tableto za to. Se pravi, ti se naješ, nažeraš, boli te trebuh, poješ to tableto in te ne boli več, ne? Problem solved, ne? In jaz tako razmišljam, fak ne, stari, to je glih signal tvojega telesa, ta signal je blagoslov. To je mehanizem. Če bi umrl ti, ne? Ja, mehanizem. Kaj ga tankaš, šprica ven. Ja. In mi ta signal v bistvu, ki bi ga lahko uporabili za spremembo ali pa da se naučimo nekaj, ne, zakrijemo, ker ta signal nam gre na živce, ne. Signal je problem, ne. In je tako ful zanimiv način. Ja, ne, ful zanimiv način nerazmišljanja. Prekletstvo človeka je, če se spomniš v osnovni šoli, ali smo se v srednji to učili, antike, pa tle tudi Rimljanov, ki so večino stvari prevzeli od Grkov, oni so imeli palčke za bljuvanje, se spomniš tega? Ja. Zato, da bi lahko 7 hodov imeli, ne enega, so se najedali, prenajedali, pa so pa bruhali, zato da so lahko še jedali. In ta vzorc je isti, samo ponavlja se skozi zgodovino. Veliko stvari je že bilo v zgodovini, točno takih, kot je danes. Sam jih mi pozabimo, zato ker te zanima sam. Ne sam tvoja generacija, ampak sam tvoje življenje, toliko smo slepi. Ampak vse se ponavlja. Isto, če smo že pri tem sovraštvo do sočloveka, izkoriščanje sočloveka, naklonjenost do drugih spolov, tudi Grki so imeli dečke, mlade za svojo zabavo. Vse je že bilo in se ponavlja. Mi smo pa toliko šokirani, da se to samo nam zgodilo.
Ampak meni to sam govori, da človeka ne boš nikoli spremenil, očitno. Ja, pa se zaradi tega je live zanimiv tudi na nek način. Tako, če zelo široko pogledamo, pač imamo probleme, izzive, ki jih sami povzročamo. Pusto, po moje poštar. Vedno, ko snemam enkrat na teden in glih takrat poštar zvonine. Možno bo še enkrat. Mogoče bi bil rad na podcast. Ja, mogoče. Še kaj sem hotel še govoriti? Ok, malo o tem, ko ste v Beogradu snemali, kako se je reklo, daj Zadetek v petek. To mal pa pol film, ne? To, ko ste šli prvi film, a je še vedno najbolj gledan slovenski film? Če zmeram. Vesel sem, da je ta dosežek v naših rokah, ker je prvi film bil naš izdelek, tako producentski kot v vseh drugih vidikih. Ja, kako ste začeli razmišljati o filmu? Če se jaz prav spomnim, je bila debata o tem, da iskali smo si zmerom nove izzive. YouTube, dajmo reči, smo obrnili, takrat smo imeli največ ogled. Igrco obrneš, ja. Obrnili smo ta level, igrci smo obrnili in kaj bi zdaj lahko počeli. Pa smo šli na televizijo, s Lakonjo. Kako ti je bila ta izkušnja? Za mene osebno v redu, ker sem se marsikaj naučil, sam bil hektični kaos, ampak sem se marsikaj naučil. Povezal z Marijem, doživela sva marsikaj. Potem smo šli na Pop TV, smo delali to je Belo cesto, isto s Lakonjo, ampak spet naši segmenti, ki smo jih mi delali, so bili zelo dobro gledani. Torej, še ena klukca. In pa smo rekli, kaj bi zdaj lahko delali še drugega, kje bi se lahko še zdaj probali izkazati, pa najdete neki izziv v tem. Ok, filmske, odrske deske, hoteli smo v bistvu predstavo delati. In smo začeli že nekaj tipkati in kaj bi, ne vem kaj, pa en človek takrat v našem življenju rekel, zakva pa ne naredite filma, zakva pa predstava. In pa smo razmišljali, Sam res, to je bolj vaš snemanje, ne? Ja, bolj naša domena. In pa smo razmišljali, ok, kakšen film? Je zdaj še ena kratka zanimivost. Mi smo prodajali v eni fazi majice. Naš merchandise, ja, in smo ugotovili, da 90% ljudi, ki so to dejansko plačali in kupovali, je bilo Slovencov. Slovenci so dejansko konzumeri in razumejo to. Evo, zdaj, če se motam, lahko odpremo TRR, pa naj se Švedi oziroma Balkanci v kontro dokažejo, ampak dejansko 90% ljudi, ki so te majice kupovali, so bili Slovenci. Zelo malo naših ljudi, jer od naših ljudi češ dobite like. Like je džabe. Predvidejem, da to spet mogoče povezan s tem, odkot prihajajo in koliko so se mogli boriti za svoje nepremičnine in tako dalje, ampak tako je. In pa smo se rekli, Carja je že gledal toliko in toliko ljudi, ampak Car je v bistvu balkanski biser in če gledamo potem, koliko vlagajo vsebine, pol zakaj bi delal za njih, če bo čakali, da pa stvar prije na part. Če prav razumem, vi ste se odločili, delali bomo film, pa ste pa gledali, kjero tematiko od prejšnjih videov bi pokrili. Tako, in če to po ekonomsko rečemo, naredili smo pač eno analizo, mini analizo tržišča in naše publike. In zakaj bi delal recimo za Balkance, če najraž dajo lajke in bi čakali, da film pride na Torrente, ja. Partis. Na Torrente, ja. In smo rekli, imamo pa še drugo tematiko, imamo hostare, ko smo malo probali s temi skeči, stvar se je ful obnesla in dejansko so to ljudje, ki so pripravljeni plačati za vstopnice, za vsebino, da ima pol ta prvi izdelek posvetiti njim. Pa ne gre se tukaj sam za denar, da se bomo mi razumeli, zato so tudi rekel raziskavo tržišča. A razumeš, kaj hočem s tem povedati? Se smo mi do tega momenta 8 let delali zastonj za ljudi. Zakaj bi zdaj še naredil film za zastonj? Ne, pa sej, meni se to zdi normalno. Sej, če so ljudje bili zadovoljni, so se smejali, 7 evrov ni neki velik. Enem je velik, zato tudi zdaj stvari. Pa ne rabijo iti, no. Sej. Tako, in tudi niso šli. No, sej, problem solved. A veš, pa ljudje pravijo, zdaj, ko smo objavili ta komand pred kratkim, ki je tudi, recimo, balkanskega prediha, da li je to veliki povratak, kje ste bili do zdaj? Za njih sem bil jaz mrtev. Ja.
To ti govorim. Za njih sem bil mrtev, ker nisem delal vsebin, ki so njim v redu. In je zajeban, kam se boš obrnil? Na komu boš dal te svoje vsebine? Jaz mislim, da smo se prav odločili takrat. In zdaj smo posvetili 2 filma avtohtoni naši publiki, deželi, v kateri živimo. Ta level smo obrnili in zdaj gremo na drug level. Koliko je bilo ogledov tega filma, ta prvega? 209 ali 210 tisoč. Noro. Ludilo. Zato, ker mislim, že če imaš 200 jurjev ogledov na YouTubu, je to huge, da ti pa 200 tisoč ljudi plača neki. To je pa čist drug level. S tem, da tle je bilo že toliko, da je to rato nek tak fenomen, da ga je šel gledati tudi folk, ki ga drugače ne bi gledal, ki jih je zanimalo, kaj je to. In so videl si pa komentarje, ker neki. Ja. Ampak tak... Ven iz segmenta je šlo. Ne? Ja, pa tak povsod smo bili in ljudje se včasih čutijo primorane iti neko stvar gledati, ker je tako popularna. Ajde, še jaz to vidim. Ne? Ja, in tudi zdaj po tem komadom, to zadnjem, ki smo ga naredili, so tudi taki komentarji. Pa dej že spizdite prokleti čufuri nazaj dol. Kaj ti govori ta stavek? On se počuti ogroženega. Ta stvar je iz vseh, kot plesen, hodi iz vseh por ven in on ga obkroža in on se počuti tesnega. In dej da vidim, kva je to, spet to duši ga. Kakšen imaš odnos do teh komentarjev? Kaj jih gledaš, upoštevaš, razmišljaš o tem? Tako. Pogledam komentarje, ker me zanima, kje se nahajamo, ampak sem se skozi leta naučil, da po večini komentirajo ljudje, ki nimajo argumentiranih komentarjev, ampak imajo spontani, impulzni izliv. Ja. Če bom rekel, da me žaljivi komentarji ne prizadanejo, se bom zlagal, tako da valjda, da me prizadane, če te nekdo žal. Ampak pobrišem, poblokiram in naredim uslugo, da me ne bi več gledati. Če državni aparat lahko koristi cenzuro, zakaj ne bi jaz na svojih platformah? In če se nekomu gnusam in če mu otežujem njegovo bivanje, pa si naredim uslugo. Ampak on rabi nek outlet, kjer se bo praznil vsak dan, tako so se prej zgovarjali, jaz mu tega nočem dati. Jaz to počnem zato, da usrečujem sebe in posledično usrečujem tudi druge. Če se ti uletavaš iz tega kota, da boš pa ti sekle negativno prazno na meni, ne boš se. To počne nekje druge. Ni to platforma za to. Plus te nacionalni komentarji. In ko so že pri tej temi, to se mi zdi ena najslabših plati interneta, da je vsakmu sleherniku bila dana možnost glasu. Jaz bi uvedel psihoteste za komentiranje. Pa to v bistvu sploh ni taka šala. Sliši se mogoče šaljivo, ampak če ti moraš narediti psihoteste, da se udejstvuješ v prometu, zakaj sem ne naredil psihoteste, da se udejstvuješ v spletnem prometu? Ali pa za vojsko si tudi delal psihoteste. Ker tam bi lahko nekoga posledično ubil. Ja, če pa ti nekomu pišeš ubi se, pod komentarji pa tudi na nek način prispeveš k temu, da se mogoče človek vzame življenje. In jaz resno mislim, da preden bi ljudje imeli možnost kakršnega koli komentiranja in javnega vzdejstvovanja in podajanja mnenja, bi mogli narediti nek psihotest. Ker, ko bereš, to niso mnenja, to niso argumenti, to so sam čustveni, impulzni izlivi čustvenih invalidov. Absolutno. In to bi mogla biti neka regulacija, ampak na državnem levelu, ne zdaj bo Facebook neki filtre tam spušal. Ker vsaka ima 16 sekund časa, bo nekaj napisal in praznijo svoje frustracije na internete. In pa dejansko veliko teh ljudi, ki če bi jih videl živo, niso taki, zato ker je to alter ego. Ampak jaz bi to omejil. Ampak sej on, recimo tukaj imamo mogoče malo drugačne poglede. Jaz v bistvu komentarjev ne gledam, pa tudi ne brišem, pa so bili tako so bili, najbolj, kar so mi prizadeli, da sem imel nekega gosta in so oni tega gosta zelo tako, žaljivo obravnavali. Ampak sem tudi rekel, on meni da
neko pozornost, vzel si je čas, napisal je, sicer je napisal Dreka, ne, ampak nek rič je spet, ne. A veš? Ja, jaz ti bom tako povedal, če je komentar vsaj 1 promil konstruktiven, pol ga bom pustil. Če je konstruktiven in dejansko kaj piše, ne vem, če ena piše preveč se pačaš, ne vem kva, tega ne bom brisal. Ker to dejansko si vzel 6 sekund za razmisliti. Ali več, ali manj. Ampak če pa ena piše pičkava, mislim, ampak če en samo ostreša jezo, ne bom pustil tazga komentarja. Zakaj? Ker to ni nič, to je samo seme. In pol še drugi taki vidijo, negativa, tako pozitiva, pa negativa še več potegne ljudi, kot pozitiva. In ne bom dovolil, da na moji platformi, ki je namenjena za to, da se širi pozitiva, nekdo serja tam gor. Razumem, ok. Razumeš, kaj govorim? Ker si ni vzel, to ni kritika ali pa argument, to je samo drek na moji havbi. Ja, ne, razumem, ampak sem jaz vsem tako lej. Damo vse ideje, vse, kar se izreče na sonce, pa ne na soncu se določi, kaj so dobre ideje, kaj so slabe. Ker ponovadi tak nekonstruktiven komentar, brezvezen, tudi nima lajkov drugih in je nekje spodja, veš. Odvisen in na začetku sem še tako delal, da samo nisem komentiral, zato ker vem, kaj to pomeni v prevodu. To je spet nekdo, ki maha, tako kot sem jaz v mladosti, ki želi biti viden. Mu daš nagrado, ja. In če jaz komentiram, pač mu dam to pozornost, ko jo hotel, in pol bo še drugi, in pol, a veš, en like dobimo je dost. Nočemo dati tega glasu, ker se ni potrudil za njega. Sam je to ful dela pol, ne? Ti moraš iti čez, pa pol blokirati ali brisati. Ne, zdaj, mislim, ni veliko dela, ali pa imam jaz tako srečo, da imam več po večini pozitivne komentarje, ampak dejansko YouTube, ti lahko neseš neke besede, ti lahko kletvice določiš, ali pa ne vem, druge žaljivke in ti jih on filtrira pa nisem tega ful nekaj raziskoval, ampak dejansko imaš najustrežnejše komentarje ali pa, kaj so že najnovejši, najustrežnejši, pa vsi komentarji se pravi najustrežnejši, pomeni, da so tudi neustrezni. Torej on že sam filtrira. Ampak preletim, ker me zanima, kaj me zapovedati, ampak po večini se pravim, legenda, ni glih nek, konstruktiven komentar, od tega se nič ne bom naučil, bom pa saj videl kakšnega med to poplavo. Prhostar 2. Ja. A mi poveš malo o tem projektu? Nisem ga še gledal. Kako ste zadovoljni z rezultati? A je bilo lažje snemati? Lažje. Lažje je bilo snemati zato, ker je bilo manj dela na nas, na meni. Ste najel? V bistvu ta film je financiral Pop TV. Oni so bili producenti tega projekta. Ok. Prvega ste pa sami? Sami in tudi vse royaltije od prvega so bili vaši. Tako. Producent sem bil in celo izvršni producent. Koliko si rekel? 209. Koliko vas je bilo v ekipi? Kako zračunaš, vse javni podatki so dostopni. To je ne vem, milijon. Ne vem, koliko kino vzeme, ne? Se pravi, kino operater po dogovoru vzame drugače 60%. Se pravi, to boš ti zdaj računal, jaz nisem ekonomist, ampak zelo dober del je, da ti 50% vzame, klasičen del je pa, da ti 60% vzame. In ti ostane 40%. Pa teh 40% deliš na novo. Pol ti pa vzame distributer od tega denarja neki. Kdo pa je to? V našem primeru je bilo to Karantanja Cinema. Zakaj pa niste sami? Zato, ker ne moreš tega. A ne? Mi nismo znali, zato, ker ti moraš oni imajo utečeno mrežo, oni imajo pa tehnologija, da to naredijo. Ok. Až ti rabaš DCP, se reče, takrat je bilo tako, rabaš nek prenosni disk, s katerim greš v vsak kino, kjer bo ta film predvajal, in teh diskov je veliko in te kopije stanejo in to oni prevzamejo. Okay. Ker to ni več 8 mm film, ki jih ti razmnožiš in pol neseš v kinematograf, to je zdaj malo drugače, ampak takrat smo naredili tako, zato ker je bil naš prvi film. In nismo se mogli še s tem zabavati. Ampak dejansko oni vzamejo, mislim, da 40%. Sprav teh 40%. Od tvojih, ja. Teh 40% pol oni vzamejo 40%. Sprav 20 ti ostane čistaka od prodanih kart. In pol imaš zdaj ti ta znesek in ta znesek se podeli na vse ljudi, ki so delali na filmu. Pa verjetno, a ste isto dali cash ali ste, mislim, a je bil kdo več?
Mi smo se tako zmenili, da smo bili plačani, ker nismo mogli zagotoviti nobenega honorarja, razen res najožji ekipi, tistih par jurjev, tehnični ekipi, smo rekli ostalim, predvidevamo, da bo vsaj toliko denarja, da bomo dobili nekih 30 jurjev, da bo vsaj 50 jurjev gledal. In pa smo si rekli, da si bomo na procente delili. Sprav mi, ko smo bili in scenaristi in igravci in kostumograf, smo imeli toliko posto. Ja, neke pondere. Vsak nasleden pa pač hostari kot ože ekipa, govorim, še ostali liki so imeli dosti velike napram ostalim igravcem, dosti večje procente. In smo si pač razdelili, ljudje so to videli, se strinjali in podpisali. In pa smo dobili denar, in enim smo celo duplo plačali, kaj je bilo to keša. Hudo. Sprav, če smo bili zmena, ne vem, če dobiš 5 jurjev, ker smo mislili, da bo sam tok pa toliko gledal, smo pa rekli, evo ti še ne, še bonus, 5 ali pa 2,5, ne spomnim se zdaj točno, sam vem, da smo še domirili še malo, ker smo vedeli, da ni meni pojem, da se jaz obogatim s tem filmom, meni je pojem, da najdem neko ekipo ljudi, s katerim bom lahko še kakšen film posnel. Itak. Pa valjda, da je fajn, kaj zaslužiti zraven sam. Cela naša industrija deluje tako, da, tako sem ti prej rekel, čim krajši čas za čim manj denarja, pa da ti čim bolj pripognejo. Uvolite ga udupe, da gleda kroz usta, ali veš, kaj hočem reči. In se samo menjajo se ljudje in enkrat izmanjka ljudi, ki si jih, mislim, toliko folka si nategnil, da ni več drugih. Sploh Slovenija, kaj je mehna, ne? Ja, pa najemajo iz tujine, pa še nižje cene so pa tako, ampak meni ni point v tem, jaz ne bi rad nategoval ljudi. Ljudi si najdu predvsem kompatibilne ljudi z mano. In z njimi delal na dolgi rok. Meni je to point. Zakaj ste pa zdaj, recimo, vedeli ste, da ste sami uspeli prvi del sfinancirati in vse ostalo, imeli ste distributerja, kakor si rekel, zdaj ste pa v bistvu vzeli nekdo je plačal produkcijo. Ja, zato, ker je bilo preveč dela za par ljudi. Preveč dela ali preveč keša? Preveč dela. Aha. Fizično, tako sem ti prej omenil, jaz sem bil scenarist, pol sem ne vem, kostume sem imel na čez. Aha. In zdaj si predstavljaj snemalni dan, mi vadimo eno sceno za vnaprej, jaz vadim z igravci, pol se moramo si v avto iti po catering, pridem nazaj in vzamem kostume, grem po rekvizite in pol se... To si ti delal? Ja. Jaz pa Dejan, pa drugi so pomagali, kolikor so lahko, ampak... Pravim, pa še tisto hrano, valjda so glumci vstali, par tistih najbolj kulturnih, ki so bili dobro vzgojeni, so za sabo pospravili, par onih so si mislili, jaz sem itak podplačan, kle so pa pustili viz in pospravili za njimi in pol šit pred kamero. To je pri dvojki govoriš, ali pa enki. Ja, ok. Enki govorim. Ampak hvala Bogu, da ta Jerči nadrkan pa zoperen lik in vsa ta nemir pa jeza, ki se je zgodila v meni, je se lepo... Ja, jaz sem kao v karakterju. Ja, je šla ven lepo. In preveč dela je bilo. Jaz sem prve sive lase takrat dobo. In kronični kašelj pregoril, tako ne oslovski kašelj, ampak kašelj povezan z refluksom pa z kislino. Razštelo sem se totalno. Plus po vsem tem filmu, ki je minil, ker mi smo pol v bistvu ta medijsko kepo smo valili še 1,5 leta, ker to se tako dela. Če želiš, da film ostane relevanten in da je čim bolj in dalj gledan, moraš stati v medijih, da ostaneš v podzavesti ljudi. In mi smo to kepo medijsko 0,5 leta valili. Kaj intervjuji, pa tis pa tretji, in ko se je to končal, pa vsi endorfini, pa dopamin se je polegel, sem jaz 1 let bil prazen, ko stara baterija. In ne vem, če to ljudi lahko razume ali pa ne, ampak prazen, dal sem vse, kar sem imel in še več. In pol sem sedel doma in sem si mislil, kdo bo pa mene zdaj nasmejal. Kdo se vpraša, je meni do smeha, ker jaz sem tisti, ki je dežurni zabavljač. Sam sem si to izbral, seveda. Ampak govorim zaradi tega, da sem si preveč naložil. In da sem si rekel, pri drugem projektu ne bom tega delal, ker se mi bo še zagravžil. Ja, razumem. Rajš, dobim manj denarja, pa nekdo drug prevzame neke stvari in jih počne, kaj je za to še bolj usposobljen, kot sem bil jaz. Pa so oni svoje snemalce imeli, so posneli? Ne, oni so dali samo budžet, vso ekipo po večini je zorganiziral Marčetič Luka. Okay. Ker on je ipak že naredil več projektov in je bolj seznanjen s tem.
Ja, ful zanimiv ta proces, v katerem nisem nikoli, lažem, ker sem bil mlajši, sem neke filmih igral, ampak ja, nikoli pol kasneje nisem bil v tem procesu. In glih zanj sem se s Tinom Vodopivcem pogovarjal, ker so isto film posnela. Ne? In mi je tako malo zanimiv ta proces, ki je verjetno ful stresan, ful stvari gre narobe, ful... Ja, ampak jaz bom rekel, da mislim, skozi gre nekaj narobe, ampak meni nor proces je. No. Jaz prednji šel v Hostar ven, ne vem koliko mesecev prej sva šla s punco v kino gledati Top Guna, ker sem tudi do mene pa šlo, nisem ga hotel gledati, sem mislil, jebote, Maverick, kva zdaj, ok, gremo ga gledati. In sem sedel in sem si mislil tam v kino, in mi je bil v redu film, ampak sem si mislil, vidiš, ne glede na koliko sem živčen zaradi tega filma, pa koliko me je vzel sivih las, ta dvojka, mi je noro, da bomo mi podobno izkušnjo, ne primerjam zdaj s Top Gunom, pa efekt, ampak to, da nekdo pride v kino, se usede in če imaš srečo pozabi, nosi svoje probleme za uro. Sploh po koroni, ker veliko časa pa kino malo zgublja tudi ta vibe, ne? Mislim, manj je itak obiska, folk gleda streaming platforme, kot si omenil, in ta feeling tega, kad ti v bistvu telefon moraš dati na tiho, pospravaš ga v žep, ali si s punco in ti imaš kompleten fokus na neki vsebini. To doma je zelo težko. Ne moreš tako. Je sam ta občutek. Ni več tega, ne? Iti v kino, pa da te neka stvar res okupira. Ja. Zdi se mi, da meni je dvojka v bistvu na en način boljši izdelek. Na en način govorim. Ker je bolj zrel film. Bolj je zrel, bolj je zgodba dodelana, bolj so liki poglobljeni. Več izkušenj imate verjetno. Je malo manj, ko bi rekel temu, hardcore. V smislu? V smislu kletvic, ni toliko brutalen. Aha. Ampak... Zakaj pa ne? Zato, ker smo odrastali vmes. To je ta radikalnost, o kateri sem ti govoril. Včasih nam je bilo važno, da šokiramo ljudi. Zdaj mi ni več toliko važno, da bi nekoga... Ampak mi je važno, da ga animiram. Pa tudi takrat je bil tak nalet. Takrat smo bili taki. In ja, tam je meni osebno bolj filmski, bolj pri srcu. Pa tudi, ne bom zdaj boš sam pogledal, ampak boš videl. No. Meni je bil tak kompletnejši izdelek. Mi je pa bolj pri srcu zaradi tega, ker je bila taka udarniška akcija. Ker je bila to naša ladja, gremo mi v bitko, res nek tak minik. S pa sami naredili pa tako, ne? Ja, to mi je prelomanca, to mi je bil pa še en film. Tis mi je bil pa življenjska prelomanca. Pa loterija po en stran, to se mislim, da ne bo nikoli več zgodilo. Da prvi film, ki smo ga naredili, postane najbolj gledan. Koliko je pa razlike? Rekel si 200, koliko? 209 jurjev, koliko je drugi? Drugi ima zaenkrat... Pa kjer je sploh drugi? A ja, kjer je tako misliš drugi? Jaz sem mislil, da Hostar je dvojko. Ne. Drugi je po moje gremo mi po svoje prvi del. Tist ima pa blizu 200 jurjev. Ok, close. Ja, to je bila fotofinish. Ja, mislim zanimivo, res ful. Ampak kaj veš, nobeden tega ne dojema, tudi pri prvem filmu ljudje so kar se sprašvali, odkot zdaj te ljudje, odkot te mase ljudi, ki hodijo v kino. Pa se mi zdi, da se tudi Pop TV tega ni zavedal po en stran. Mi imamo publiko. Ne bom rekel jaz, ampak bom rekel mi, ker sem to naredil s pomočjo prijateljev, ampak to so ta leta zastonj delanja za ljudi. Večina nas je skup rasla gor, kot ste rekel za naš očka, tako mi kdaj kakšen reče, pozna vse skeče, še to prve, mi smo z vami gor rasli, to, kar je danes, ker bi včasih kakšnemu South Parku smo bili mi nekomu, in to so brojke ljudi, koji so ostali s nami, to je to. Ja, folk... Ampak ljudi pa ne vejo. Mislim, čez noč je nekaj prišlo. Odkje so zdaj te, kaj ima oni rinejo? Ja, če ti nisi spremljal interneta, ne pomeni, da ga niso drugi. In cel ta filmski svet je bil šokiran, recimo pri prvem delu. Odkje zdaj mi, pa vulgarni, pa kletvice, pa krv, koliko to ljudje lahko gledajo? Jebi ga, mi smo v koraku s časom, vi ste pa v nekem svojem koraku. In zdaj pri drugemu
je bilo spet pač dokazano, da imamo s sabo številke ljudi. Mislim, da je, hvala Bogu, da nas hodijo gledati, niso zdaj oni prisiljeni, ampak hočem reči, da imajo filmski ustvarjalci pri nas nasploh problem, ker ni samo dobra zgodba tista, ki bo pripeljala folk v kino, ker je bilo veliko dobrih filmov, pa niso imeli odziva. Druga stvar, niso zveneča igralska imena dosti, da pripeljajo folk v kino. Ker ta koncept Hollywood zvezde je bil glih zaradi tega narejen, če ti daš noter Brad Pitta, da boš ti ljudje gledati kino. Tudi v Ameriki to več ne pali. Ja. Kva šele pri nas. Tako da je zelo riskanten posel pri nas delati film. Ker kaj ti pa zagotavlja, da boš šel gledati film v kino? In res moraš imeti nek fanbase za sabo, neko grupo ljudi, pol pa imeti še dobro zgodbo, pol pa imeti še kakšno zveneča imena. Ja, vse se mora sestaviti, ampak ta komponenta se mi zdi, da ne samo v tej sferi, v kateri se pogovarjava, da drži, ampak drži v poslu, v odnosih, v vsemu. Ti v bistvu veliko časa vlagaš srcem v nekaj za ljudi in to se ti kasneje obrestuje, pa niti ne moreš kalkulirati. Ti ne moreš zdaj reči, koliko ste vi časa 10 let porabili za to, da bi bil pol ta uspeh. Ampak to enostavno pride, ker dela s srcem. In jaz to skozi hočem nekako poudarjati. Pa me folk me recimo sprašuje, pa koliko imaš ti od tega podcasta? A sam to delaš? Ne, stari, to ne moreš v bistvu v Sloveniji. In to sem se jaz prvi dan zavedel, da to bo sam bula z vidika financ. To je sam strošek in to je hobi. Ampak zdaj, kaj imam jaz od tega, ko pa vprašajo? Milijon stvari, ampak jih ne morem v tabelco dati, ne morem skalkulirati. Ti imaš socialni kapital, imaš. Ja, mislim, to je stvar, ki ne moreš prijeti. Moraš prijeti, ja. Ljudje najbolj materialne stvari razumejo in ko začneš govoriti o duši, o globini, ljudem pade dol in se jim ne da tega poslušati. Ja. Zato sem tudi recimo prišel na ta podcast, ker so malo bolj globje teme, ker si mi ne da govoriti samo o milijonih, o senzacionalističnih temah, ampak temo še enkrat. Za tistega, ki zanima, kdo sem v bistvu jaz, kot to prav Goran, evo, zdaj mogoče malo več vejo, ker ljudi dejansko ne zanima, kdo sem jaz v resnici, oni si v bistvu čakajo tega klona, da bo začel žonglirati. Po večini. Ja, po večini. Če se pa motam, pa toliko bolj za mene. Ja. Ampak po večini je tako. Ampak ja, ne razumejo, koliko imaš ti. Ja. Tudi meni, škaj mi je recimo rekla neka ženska, ko sem prišel na bencinsko črpalko, katerega imena ne bom izpostavil, se je to zastonj reklama. Prišel sem in sem ne vem, kaj sem kupil in je mi ponudila še nekaj zraven, ko skuša kaj zraven ponuditi in sem rekel, ne bom, dost imam, predragi ste. In mi je rekla, vsaj bo pa zdaj drug film vam prišel. Ona že malo se je obranila, ampak nisem jaz napadel njeno družino, jaz sem napadel. Pač dragi ste, ker ste res dragi. Ampak je ona že kalkulirala v mojem imenu, že vnaprej. In to je zaradi tega, ker so toliko v medijih nabijali, koliko je prvi film zaslužil. Nikjer pa niso povedali, kdo je z njim zaslužil. Samo milijon. In to je ta senzacionalizem, ki sem ga omenil in to je to, kar sem igral že pri vseh in medijih in podcastih in radijskih oddajah. Zmeram pikantna podrobnost, pa zmeram sam te udarne stvari. Nikjer pa to ni razčiščen, ker ljudje preberajo prvo stvar in za njih je to dost. Ja, površinski svet je, ampak v takem svetu živiva, nima kaj. Lahko drugače delamo. Pa s tem daš nek doprinos. Ja. Kontra temu. Jaz na koncu imam vedno vprašanje, ki ga prejšnji gost postavil. Ti pa pol postaviš eno vprašanje za naslednjega gosta, ki ne veš, kdo bo. Okay. Vprašanje je bilo od Boštjana Videmška, on je večkrat nagrajeni vojni novinar in poročevalec, avtor in velik aktivist za okolje in okoljske spremembe. In njegovo vprašanje je bilo, v katerem trenutku bi pustil vse za sabo in šel stran od svojega socialnega in geografskega okolja? Ja, ne vem, ali mi pomagali to, da si povedal, s čim se on ukvarja, ampak definitivno bi bila vojna en tak motiv. Jaz sem zelo zadovoljen z geografsko lego. V svoji koži sem zmeraj bolj zadovoljen, ampak jaz nimam aspiracij, da bi šel ven iz te dežele, da bi bil svetovna zvezda, da bi zaslovel ne vem kaj. To bi počel mogoče samo zaradi boljšega zaslužka.
Meni je kle super. Nikamor ne bi šel. Všeč mi je dežela naša, vse imamo na dosegu roke, prijatelji, družina, jaz sem kle ko v Breguloju. Tako da bi se mogel res nekaj radikalnega pa pretresljivega zgoditi, da bi jaz zapustil svoje okolje. In verjetno bi bila to najhitreje vojna. Mislim, najbolj taka stvar. In upam, da ne pride do nas, no, kjer je bila zelo blizu tako, ta balkanska, ki se je dogajala, je bilo tako, kot da se ti, ne vem, žiš v bloku, pa tam sosed na drugi strani, ta je peženo, ti pa ne veš, a bi pomagal ali ne. Naši sorodniki tudi posredno del tega in upam, da ne pride, no. Ampak mislim, da bi bila vojna, kapitalizem in ta demokracija ekspresna, ki jo trosi okrog po svetu, mogoče tema še za en podcast, ker vidiš, kako jih mi dobro kaznujemo s sankcijami, tako da plačujemo dražji plin. Ja, mislim, kompleksne tematike, sej z Glih Boštjanom sva to ful govorila, ne? Tako da to bo en podcast pred tvojim. Taka je ideja. Imaš vprašanje za naslednjega gosta? Upam, da mi bo kaj prišlo, če ne tega pa pol povedal, pa ga bo šel montiral, ampak zdaj mi nič tazga ne pade na pamet. Rad bi pa, da je neko tehno vprašanje, ki vsak da malo za razmisliti, ne da je spet neki. Ja, ampak daj mi ga res pol pošel, kam boš, če ne te bom spomnil. Vsak teden se biti. Ful ti hvala, Goran, predvsem za to, kar sva govorila v tem srednjem delu, a ne, da si malo povedal. Te stvari, ki po moje je doskrat težko povedati, a ne? Sploh v tem svetu, ker smo vsi najjači, a ne, najboljši, površinski, a ne, tako da to ful cenim in verjamem, da se je marsikdo najdu, a veš, v tem, ne. Jaz upam, da se je, ker glih iz tega razloga sem to šel govoriti, ker ljudje mislijo, da če, v mojemu primeru, da sem srečen zato, ker zabavam, ni tako, ne. Vemo, da, kakor sem prej omenil, so komiki baje skozi tisti žalostni klovni, ampak nisem govoril zaradi tega, ampak če bi komu to na kakršenkoli način pomagal, bi bilo to ful fajn. Pa iz tega vzgiba, da se trudimo biti boljši ljudje za svoje potomce in potomci za svoje in mogoče družba enkrat na tak način rata bolj strpna, bolj normalna. Super. Legacy. Ja, hvala ti ful, pa se vidva. Čau. Živ.